To je strateški dokument občine Jesenice na področju kulturne politike in pripravili se je tako, da smo sodelovali kar en širok krog tako občanov kot vsi direktorji javnih zavodov z področja kulture in menim, da smo približno očiščali pravzaprav glavne cilje oziroma prioritete na tem področju, kajti denarja za kulturo je vsako leto manj in vemo, da je zelo težko uskladiti želje in pa seveda ne samo želje, ampak potrebe pa občinsko denar. Potrebno je skrbeti za aktivnost posameznih društev in pa predvsem za pogoje. Mi vemo, da imamo en večji objekt, to je gledališče, ki se že daljše obdobje trudi, kljub temu, da je direktorica zelo aktivna in pa preko pozna to tematiko in pa to zgodbo, ampak lahko rečem, da je lahko predvsem zgodba kot taka dobra, ker vemo, da se v tem objektu poleg gledališča nahaja tudi knjižnica, ravno tako radijska postaja in mislim tudi gledališče in pa v končni fazi tudi preko kino predstave, tako da Kleleke je tak mini center in pa mislim, da Kleleke je to resnično nek objekt, ki je pomemben na kulturnem področju. Ravno tako ne smemo pozabiti muzejski del s kulturo preko in pa preko tudi nekaj objektov, ki so še namenjeni za to preko aktivnost. Lahko rečem, da Jesenice so zgodba, ki je prepletena s kulturo preko in mislim, da Kleleke zgodovina kot taka to potrjuje in pa tudi same aktivnosti kot take zgodovinsko in pa tudi preko več let že na tem področju. Jaz upam, da se bo v tej prvi obravnavi, ki smo jo danes imeli, še dodatno predlogi posredovanj z strani svetnikov, tako da za drugo branje bomo upoštevali, kar se upoštevali. Da, drugače smo pa opremili tudi z izvedbenim načrtom, v tem izvedbenem načrtu je točno napisan, za katere cilje sledimo, kdo je odgovoren za izvedbo teh ciljev in pa seveda, kakšna finančna sredstva se potrebujejo. Zdaj, če pogledam za vsa 4 leta, je to približno 12 milijonov. Ali bo občina sposobna v teh 4 letih nameniti dodatnih 12 milijonov? Na to vprašanje pa res težko odgovorim. Upajmo, da bo.